Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lep pozdrav, najlepša hvala. Danes smo na seji vlade potrdili 3 predloge zakonov, in sicer je to predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravilih, predlog zakona o medicinskih pripomočkih in predlog zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu. Vsi 3 predlogi zakonov bodo poslani v obravnavo Državnemu zboru po rednem postopku. Zdaj bi želela povedati nekaj o vsakem od 3 zakonov. Če začnem s predlogom zakona o priznanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu. Kot veste, je Slovenija ena od držav, ki se sooča s pomanjkanjem zdravstvenega osebja. Trenutni postopki priznavanja tujih kvalifikacij pa so zapleteni, precej dolgotrajni, in ta zakon v bistvu prinaša ukrepe, kako tujim zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem omogočiti bolj enostaven in hitrejši vstop na trg dela v Sloveniji ter čim boljši, čim lažji, čim hitrejši način integracije v družbo. Z zakonom tako poenostavljamo in predvsem poenotimo in poenostavljamo postopke za priznanje tujih kvalifikacij, kar na eni strani zmanjšuje čas obravnave in pa tudi znižuje stroške za kandidate. Po oceni je nekako povprečen čas, da pridobimo po sedanjih postopkih, ki so tudi raznovrstni, se pravi, jih je več teh postopkov oziroma zakonskih podlag za postopke, je povprečen čas trajanja nekje 9 mesecev, ki naj bi se po oceni s tem novim zakonom skrajšal na 3 mesece. Prav tako se bodo znižali tudi stroški za kandidate, in ker bojo nižji, ker bomo imeli sedaj enotno točko za priznavanje poklicnih kvalifikacij, to je Ministrstvo za zdravje, tako da se bodo lahko kandidati izognili recimo dvojnemu plačevanju taks, dvojnim taksam, oziroma tudi bo za njih veliko manj administracije, kot jo je do sedaj po sedanjih postopkih. Se pravi, ta enotna pravila, enotna vstopna točka so zelo pomembni za v bistvu njihovo razbremenitev, tako stroškov kot časa, kot tudi administracije. Novost je tudi to, da se bo slovenski jezik preverjal ob prijavi na strokovni izpit in ne že v začetni fazi postopka. Prav tako se uvaja obdobje usposabljanja do 6 mesecev pri izvajalcu, se pravi pri ponudniku dela, in v tem obdobju usposabljanja bo lahko seveda kandidat se spoznal delo in se tudi naučil slovenskega jezika. Ohranja se določba, ki velja tudi do sedaj, in sicer, da Ministrstvo za zdravje krije stroške tečaja slovenskega jezika v višini 300 evrov. Namesto komisije, ki jo je bilo zdaj v veliko primerih za te kandidate zelo težko sestaviti, bo po novem imenovan izvedenec, ki bo seveda natančno pregledal vse, preverjal strokovnost, znanje, kakovost kandidatov, ki bo kljub poenostavitvam postopkov ostalo na isti visoki ravni. Se pravi, ta izvedenec bo natančno še vedno presojal izobraževalne programe, delovne izkušnje kandidatov, tako da bo seveda zagotovljeno, da bodo v slovenski zdravstveni sistem vstopali le ustrezno usposobljeni strokovnjaki. Drug zakon je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravilih. Pri tem zakonu gre predvsem za prenos evropskega pravnega reda v Slovenijo. Želimo zagotoviti seveda, da so na trgu le zdravila, ki izpolnjujejo stroge standarde varnosti, učinkovitosti in kakovosti. Poleg tega pa tudi sistemsko urejamo financiranje in dostop do zdravil v primeru izjemnih razmer, se pravi, gre za naravne in druge nesreče, izredne razmere v javnem zdravju, resne grožnje za zdravje ali čezmejne zdravstvene grožnje.
Se pravi, imamo neke ukrepe za obvladovanje tveganja pomanjkanja zdravil, tako naprimer vsem v dobavni verigi nalagamo obveznosti, da obveščajo, kdaj pride neko zdravilo na trg, ali se recimo promet z zdravili prekine in da se sporočajo ustrezno podatki o dobavi, o zalogah in izdaji zdravil. Tretji zakon je zakon o medicinskih pripomočkih. Tudi tukaj gre predvsem za prenos evropskega pravnega reda v Slovenijo. Gre za to, da se pacientom zagotovi kakovostne, varne, učinkovite in skladne z zakonodajo medicinske pripomočke. Kot veste, se je v preteklosti, ne v Sloveniji, pač pa recimo poznamo primer iz Hrvaške, ali pa iz Velike Britanije, ko so se pacientom vgradili kolki ali pa prsni vsadki, ki niso bili ustrezne kakovosti in so potem povzročali negativne stranske učinke na zdravje, prišlo je do zastrupitev, tako da ta predlog zakona o medicinskih pripomočkih to preprečuje in želi zagotoviti, da ima vsak pacient, ki bo imel vgrajen kakršenkoli medicinski pripomoček, recimo kolk, prsni vsadek, tudi kontrolo nad tem, kaj mu je vgrajeno. Se pravi, vsak zakon predvideva nek informacijski sistem, kjer bo za vsak medicinski pripomoček točno razvidna vrsta tega pripomočka, zagotovljena bo sledljivost, tako da tudi, če se bo naknadno ugotovilo, da je z medicinskim pripomočkom karkoli narobe, bo sledljivost zagotovljena in pacienti bodo spremljani in bo ta pripomoček v najkrajšem možnem času seveda zamenjan za to, da se bomo pacienti počutili oziroma za to, da bomo pacienti varni, da bodo ti pripomočki seveda take kakovosti, kot morajo biti. Hvala lepa, ministrica. Zdaj pa, če imamo kakšno vprašanje prek spleta, ste kar na vrsti. Ja, Lucija Kavčič iz tednika Demokracija se oglaša nadaljavo, izvolite. Ja, pozdravljeni. Mogoče bi mi lahko odgovorili na vprašanje, ali vlada načrtuje mogoče kakšno spremembo pri plačilu davka za dolgotrajno oskrbo, tam, kjer bi tega morali tudi upokojenci plačevati oziroma invalidi. Hvala lepa. Ta tema danes ni bila obravnavana na seji vlade, dolgotrajna oskrba tudi ni v pristojnosti Ministrstva za zdravje, tako da se morda obrnete na ministra, ki to pokriva. Hvala lepa. Naslednje vprašanje bo zastavil Domen Anderle, STA, izvolite. Ja, pozdravljeni. Imam dve vprašanji glede prvega od zakonov, ki ste ministrica predstavili. Mogoče glede tega, če bodo v bistvu ti kandidati v tem prehodnem obdobju kakorkoli drugače plačani, sprašujem zato, ker recimo zdravniki opozarjajo, da so pa zdaj že v številnih drugih okoliških državah pač plače, recimo bistveno boljše kot v Sloveniji. Torej, kakšno bo plačilo v tem prehodnem obdobju, bo, ne vem, recimo kaj nižje, kar bi lahko koga odvrnilo. In pa mogoče omenili ste še, da bodo zdaj stroški nižji, lahko kakšno številko poveste, kakšni so bili za kandidate do zdaj stroški priznavanja poklicnih kvalifikacij in kakšni bodo, če se zakon sprejme v tej obliki. Hvala. Kako bojo plačani ti kandidati v obdobju, ko bo trajal ta postopek poklicne kvalifikacije, recimo, še posebej, če bo 6-mesečno to obdobje usposabljanja, je odvisno seveda od tega, kdo so ti kandidati. Razporejeni bojo pri ponudniku za delo na delovno mesto in bojo plačani v skladu z tem delovnim mestom. Kar se pa tiče stroškov, je pa zelo težko oceniti, zato ker so stroški tudi sedaj v zelo velikem razponu. Namreč gre predvsem za upravne takse, gre za stroške prevajanja dokumentacije, ki je odvisna od jezika, odvisno od tega, kaj je potrebno prevesti
prevesti, tako da je zelo težko reči, tudi zato ravno nisem navedla številk, ker je zelo težko oceniti zdaj zaradi visokega razpona stroškov in tudi kasneje. Razbremenitev stroškovna pride v tem, da bo sedaj enotna točka, tako da bodo vsi dokumenti zbrani na enem mestu in jih ne bo treba pošiljati na več mest, tako da se bojo lahko kandidati izognili plačevanju dvojnih taks dvojnega prevajanja in bojo v celoti pač postopki bolj poenostavljeni, zaradi tega bodo stroški nižji. Še imate vprašanje, Domen Anderle, izvolite. Ja, mogoče še eno vprašanje glede tega istega zakona. Kakšna številka morda, koliko kandidatov oziroma koliko zdravstvenih delavcev iz tujine recimo v povprečju pride v Slovenijo, kakšen podatek za zadnja leta in morda za koliko pričakujete okvirno, da bi se lahko ta številka povečala po sprejemu tega zakona? Lahko vam povem podatek za leto 2024. Čeprav zdaj bom združila vse podlage, ker zaenkrat so podlage različne, zdaj jih združujemo v en zakon, ampak vse skupaj, če se štejemo, je bilo v letu 2024 123 zdravnikov in zobozdravnikov in 136 ostalih poklicev v zdravstvu. Zdaj seveda, ker so postopki bili tako dolgotrajni in je to marsikoga odvrnilo od pridobivanja poklicne kvalifikacije v Sloveniji, seveda pričakujemo več interesa in povečanje tega števila kandidatov. Zdaj spet je pa težko oceniti za koliko. Imamo pa kar nekaj kandidatov, ki v bistvu na postopek čakajo.